starodavno krščansko izročilo v zadnje dneve zime, oziroma čist natančno v zadnje dneve pred prvo pomladansko polno luno postavlja postni čas. To je 40-dnevno obdobje, ko se kristjani bolj intenzivno usmerimo v molitveno življenje, v večjo pozornost do ubogih in pa v telesno postenje. Evangeljska poročila na več mestih govorijo o tem, da je šel Jezus v puščavo, kjer se je pustil 40 dni in 40 noči. To je bilo pravzaprav še zadnje skrito dejanje za Jezusa, ker namreč zatem vstop v javnost, kjer začne javno delovati, oznaniti svoj nauk, delati čudeže. Preden gre pa v puščavo, pa besedilo pove, da ga je tja odvedel duh, ker pa seveda ne misli na to, da je bil tam nek duhec, ampak da ga je tja odvedel Sveti Duh. In točno to besedo srečamo na začetku Svetega pisma ob poročilu o stvarjenju sveta, kjer imamo v bistvu dva svetova. Imamo ustvarjeni materialni svet in imamo duhovni svet. Je pa en kraj, kjer se ta dva svetova srečata in ta kraj je človek. Besedilo pravi, da je bil ustvarjen iz materije, da je zemljan, da je iz prahu zemlje narejen in da v njega Bog pošlje svoj dih, kjer imamo besedo za duha. In s tem to bitje zemljan postane človek. V življenju lahko zapadamo v dve skrajnosti. Po eni strani lahko preveč vstopimo v duhovno življenje in ga razumemo kot edino pomembno in s tem na nek način živimo v oblakih. Po drugi strani pa lahko sebe razumemo samo kot skupek celic, kot neka materija, ki živi na tem svetu pač nek čas. Resnica o nas pa je, da smo oboje, tako telesni kot duhovni. No, in postni čas nam v bistvu pomaga, da bi se izognili eni ali drugi skrajnosti. Uvaja nas v veliko resnico o tem, da smo oboje, da imamo vrednost v svojem telesu in da je naše veliko hrabrjenje po duhovnem zelo pomembno za nas.